Resnični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Ste pripravljeni na nove dogodivščine? Ste? Jaz tudi. Sanje v dolini Mili je naslov pravljice, ki vam jo preberem danes. Napnite ušeska. Začeli bomo. Nekega dne so se v dolini Mili pojavili popolni stroji. Stroji so izdelovali najrazličnejše stvari in vse je bilo popolno. Spanje, počitnice, prijatelji in celo nasmehi. Zato ni imelo nobenega smisla, da bi prebivalci doline Mili v zvezdne utrinke pošiljali svoje želje. Tako so počasi, drug za drugim, pozabili nanje. Pozabili pa niso samo na svoje želje, ampak tudi na stare mline na veter in na veter, ki jih je obračal. Zato je nekega dne veter odšel in se ni vrnil nikoli več. In od takrat naprej niti najmanjša sapica ni več zapihala v dolini Mili. Vendar pa so v neki zakotni vasici še obstajale skrite sanje. Vas, v kateri nihče ne sanja, je zagotovo najbolj žalostna vas, kar jih obstaja, je menila Ana, ki je bila v vasici šivilja. Odkar so popolni stroji skrbeli za vse, Ana ni več šivala novih oblačil, ampak je samo še popravljala stara. Vendar pa si je vsakič, ko je z iglo prebodla tkanino, predstavljala, kako veze morske čipke, zvezdnate morske gumbe ali penaste morske jakne. Ob večerih, ko se je na nebu prikazala luna, so popolni stroji prebivalcem doline poslali spanec. Le Ana je bedela. Tako je neke noči zunaj zagledala nenavadno postavo. Videti je bila kot velikanski človek-ptica. Kaj pa delaš tukaj? Ga je vprašala Ana. Rad bi plesal z oblaki, rad bi videl, kako se obrača svet. Rad bi letel, je odgovoril velikan. Letel? Se je začudila Ana. Ja, letel. Vsak dan poskušam izdelati krila, ki bi me ponesla k oblakom. Ana se je nasmehnila. Tudi jaz verjamem v svoje sanje. Sešila ti bom obleko, da boš lahko letel. Naslednjega dne se je Ana vneto lotila dela. Spet in spet je prebirala svoje šiviljske priročnike in poskušala vse mogoče. Toda prav nič ni delovalo. Kako lahko narediš velikanska krila, kot bi bila iz perja, se je spraševala. Potem pa se je nekega dne končno spomnila. Regratov vrt. Preden so se pojavili popolni stroji, so vsi prebivalci doline zahajali tja, da bi se jim izpolnile želje. Takrat je pihal tudi veter. Ana je vedela, da mora tja. Tako je pohitela v regratov vrt in utrgala regrat. Tesno je zaprla oči in izrekla željo. Rada bi sešila obleko za letenje. Potem je pihnila v regratovo lučko. Lahen vetrič je rožnato obarval lica in jo nežno pobožal po laseh. Potem je zapihal še močneje. S svojimi vetrnimi rokami je ujel regratovo seme in ga ponesel daleč, prav na vrh gora.
In medtem, ko se je podil med skalnimi razpokami, se je mednje ujelo nekaj njegovih las. Ana je vedela, da bo z njimi lahko sešila obleko, s katero bo njen prijatelj poletel. Neskončne niti so se odvijale iz lasnega klobčiča, ko je Ana zvečer, vse dokler se niso njene utrujene veke zaprle, šivala obleko, o kateri je tako dolgo sanjala. Zjutraj je prebivalce doline Mili prebudil gromozanski hrup. Slišati je bilo, kot da se nekdo prebuja iz 100-letnega spanca. Toda v resnici so mlini na veter le pretegovali svoje roke. Veter je po vaseh in ulicah raznašal že pozabljene želje prebivalcev doline Mili. Rad bi potoval okrog sveta, rad bi odkril zaklad, je bilo vse povsod slišati njihove želje. Prebivalci doline so odprli svoja okna in pomladni vetrič je napolnil njihova srca. In drug za drugim so se odločili, da bodo izklopili svoje popolne stroje. Veter je smuknil tudi skozi Anino okno. Nalahno je zdrsnil v obleko za letenje, ki jo je Ana ravno dokončala. Kot najdragocenejše darilo jo je ponesel k človeku ptici. Vas, kjer njeni prebivalci verjamejo v svoje sanje, je zagotovo najsrečnejša vas, kar jih obstaja, si je rekla Ana, ko je opazovala velikansko ptico, ki je preletavala nebo nad dolino Mili. Le o čem sanjate vi, se sprašujem. Bi morda tudi kdo izmed vas rad letel? Kaj pa, če danes skupaj zapremo oči in se podamo na potep v dolino Mili? Morda se pa tudi nam uresničijo skrite želje. Kdo ve? No, kar hitro zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.